Dober večer, dragi gledalke in gledalci. Pred nami je slovenski kulturni praznik. In prihodnjih dneh se bo zagotovo zvrstilo veliko kulturnih dogodkov, tudi slikarskih razstav. Mi pa v našem studiu gostimo ljubiteljsko slikarko, ki ustvarja čudovite slike, kljub temu, da, milo rečeno, slabše vidi. Lepo pozdravljeni, gospa Rezka Arnuš iz Dolenjskih Toplic. Dober dan. Rekla sem iz Dolenjskih Toplic, ampak bi skoraj da morala dodati, da ste sicer Belokranjka in to radi poveste in tudi pokažete skozi svoje slike. Ja, jaz sem Belokranjka in velikokrat se tudi zmotim, če me kdo vpraša, odkot sem doma, pa rečem z Bele krajine. Ampak sedaj sem že 40 let v Dolenjskih Toplicah in bo počasi kar treba to spremeniti. Ampak na Belo krajino ne bom nikoli pozabila. Seveda najbolj to vidim, ko začnem slikati, ker mi vse misli, ideje o slikariji so veliko navezane na Belo krajino. Ja, resnično, vse to bomo videli tudi v vaših slikah, ampak uvodoma sem dejala, da slabo vidite. In to je, nažalost, še kako res. Kaj je narobe z vašimi očmi? Težave z vidom so se začele že v drugem letniku srednje zdravstvene šole, vendar sem potem uspešno dokončala še višjo šolo za fizioterapevte, zaposlila, imam družino, vendar vid se je po 40 letu začel še bolj slabšati in sem se pri 46 letih žal upokojila. In takrat mislim, da mi je veliko pomagala prav slikarija, da sem nekako zmogla pri tej starosti upokojitev. Ja, marsikdo se pri takšnih ali drugačnih invalidskih upokojitvah, pri takšni ali drugačni bolezni, še posebej, če je vid prizadet, zapre vase, ampak vi ste obrnili nov list in začeli ustvarjati vse tisto, za kar prej ni bilo časa. Ja, želja po likovnem ustvarjanju je že prej tlela. Vendar zaradi službe, družine nisem mogla začeti. In sem se vedno rekla, bom pa, ko se bom upokojila. Žal sem slabšim vidom se upokojila, ampak kljub temu sem zmogla vse moči in sem se začela učiti najprej in delati, da mi je danes to uspelo, kar je. Ja, zelo veliko slike nastalo, le delček seveda, nekaj jih je v našem studiu, ampak v mojih rokah zajeten album in ta album so samo fotografije vaših slik. Dejansko vidite slabo in največ tistega, kar prelivate na platno, izhaja iz vas. Iz vaših spominov, iz vaših misli, iz let, ko ste še videli. Ja, zelo veliko res slikam iz spominov. Od začetka se sploh nisem tega zavedala, vendar potem, ko je pa vid še slabši, pa vidim, da res si pomagam s temimi spomini, izkušnjami od prej, od opazovanja, ko sem bila še mlajša. In danes, kar pa danes slikam, pa po tistem doživljanju, kar je okrog mene. To se pravi, stvar moram najprej začutiti v sebi, da bi potem to lahko naslikala. Seveda je pri slikanju to težje, jaz verjetno slikam malo drugače kot videči, saj si pomagam z drugimi stvari, specifičnimi prav, mislim, za mene, do česar pa lahko prideš sam počasi, to ti noben ne more povedati, na kak način. Vaja dela mojstra, tako je tudi pri vašem slikanju, pa ne mislim napredovanje samo skozi slikarsko delo, ampak tudi kako se znajti tudi, če ne vidiš. Prej ste mi rekli, tube, barve posebej označite, da bi jih lahko uporabljali.
Ja, velikokrat sem tudi zamešala kakšno barvo, ker v tubi je najtežje videti, lažje jo potem vidiš, ko gre že iz tube ven in jo začneš mešati. Potem, ko gre na platno, je to že lažje. Da pa prideš do ene ideje, do ene kompozicije, da to spraviš na eno platno, si pa veliko ogradim to platno, nekje prepolovim, da imam orientacijo, ki je sredina, in se pomagam, da si prej naredim skice. Skice pa delam na bel papir z ogljem, kontrast, da vidim, in potem iz teh skic mojo idejo prenesem na platno. Verjetno v vsakem času dneva in noči ne morete ustvarjati, kajti dnevna svetloba verjetno je lažje pri dnevni svetlobi kot pri lučeh. Ja, seveda, zame so res potrebni posebni pogoji slikanja. Najlažje ustvarjam takrat, ko je zunaj sije sonce, jaz pa stojim nekje pri oknu v svojih prostorih, tam doma, kjer slikam, ker točno veš, kje imaš kaj razporejeno, točno veš, kje kaj najdeš. Tako da v kakšni temi pri umetni svetlobi je nemogoče, oziroma da je zunaj že oblačno, jaz rečem, zame je že tema. Zato greste radi tudi na likovne kolonije. Pogosto se srečava na terenu, na različnih likovnih kolonijah, in tisto, kar vas zaznamuje, vedno ustvarjate in vedno ste dobre volje in vedno ste nasmejani, in kdor ne bi videl, da imate težave z vidom, bi to zelo težko prepoznal pri vas. Ja, grem rada na kolonije, ker to je druženje s prijatelji, veliko energije dobimo eno od drugega, navdihe, in tam tudi se mi zdi kar dobra dela nastanejo. Od začetka sem se malo skrivala oziroma nisem hotela povedati, da sem slabovidna, ampak počasi sem spoznala, da bo to treba povedati, ker sem potrebovala pomoč, in sedaj mislim, da sem že dosti razpoznavna kot slabovidna likovna ustvarjalka. Ja, in vsi vas imajo zelo radi, ampak ko rečete pomoč, verjetno bi šlo težko brez pomoči vašega soproga. Seveda, kakršnakoli pomoč. Najprej seveda soproga, ki je stalno z mano, tako pri slikariji kot tudi doma, pri gospodinjstvu, pri mobilnosti rabim že pomoč, ko grem ven zvečer, ne, na te moje aktivnosti razne. In tako pomoč ostalih prijateljev, ko grem kje po stopnicah, pa kar roko podam, da me kdo pelje. Res rabiš pomoč in sem vsem neskončno hvaležna. Res pa je, da se vi ne predajate. Če že govorimo o tej pomoči, v rokah imam fotografije vas in vašega soproga na kolesu. Prav posebno kolo je to, ampak vam daje možnost, da tudi vi kolesarite, kaj? Ja, tako. Prej sem zelo rada kolesarila in smo veliko prekolesarili, tako z mojo družino, ožjo, širšo družino, smo krasne ture naredili z mojim osebnim biciklom, vendar se je v zadnji 2 leti vid tako poslabšal, da smo morali mojo kolo žal prodati in smo nabavili ta tandem. S tem tandemom pa, zdaj ga imava leto pa pol, kar veliko kolesariva, če le zaradi drugega zdravja možno, in uživam, res uživam. To je takšno veselje, da sedeš na kolo, se pelješ, še kaj vidiš, slišiš, točno vem, kje bodo črički zapeli, kdaj bojo murenčki kje zapeli, vonjaš seno, vonjaš koruza, kako začne cveteti, tudi če vsega ne vidiš. Ogromno doživljaš s tem, da greš, da potuješ, in to je zdaj to najino kolo. Ampak je še ena prednost. Prej sta kolesarila vsak s svojim kolesom in pri tem se je težko pogovarjati. Ja. Sedaj sta pa skupaj na istem kolesu, oba vrtita pedala
lahko samo eden tako. In sta skupaj in lahko še pogovarjate in dodatno opazujete vse okrog sebe. Ja. Je zelo dobra komunikacija tudi na tem biciklu, ker moževa glava je od zadaj pri balanci in meni kaj pove, jaz bliže njega in se lahko po poti pogovarjava. Meni je tudi zanimivo, imam roke proste, lahko tudi jem sendvič, pijem, telefoniram in je zanimivo. Tudi sicer ste vključeni v Društvo slepih in slabovidnih, ki deluje na Dolenjskem. Vas je veliko v tem društvu, je veliko težav z očmi na našem koncu Slovenije? Jaz sem vključena medobčinsko društvo slepih slabovidnih Novo mesto. Žal točnega števila ne vem, ampak nas je vključenih manj, kot je v resnici slepih slabovidnih. Tako da to število je kar visoko in na društvu dobiš veliko pomoči. Naprimer sedaj, ko vidim, da več ne bom mogla sama kaj zapisati, pa tudi s flomastrom, kaj velike črke, kaj prebrati, sem začela se učiti računalnika, tako da bom računalnik in vse te stvari, ki so posebej za invalida, slabovidnega, slepega prilagojena. Učim se, tudi pri slikanju nam pomagajo, tako da tudi tečaj slikanja organiziramo, kolonije slikarske na društvu in mnogo drugih aktivnosti. Pogrešate knjigo? Brati je težko. Ja. Ali že skoraj nemogoče kaj? Knjige zelo pogrešam in ko sem bila še v službi, nisem mogla in nisem imela toliko časa, da bi še brala. Ampak, ko sem se jaz upokojila in se včlanila v Društvo slepih, sem brala in to preko ušes berem knjige, katere ima knjižnica slepih slabovidnih v Ljubljani, ogromno knjig. In tudi, če si zaželim katero knjigo, naprimer knjigo o slikanju, jo tudi posnamejo in tako dobim tudi takšno knjigo in jo lahko berem. To je pa velika prednost in to lahko dejansko koristite vsi, ki potrebujete tovrstne knjige. Tako. Ta knjižnica je prav ustanovljena za slepe in slabovidne, tako za mlade, ki hodijo v šolo, njihove knjige iz obveznega izobraževanja, tako potem strokovne knjige kot leposlovje. Ja, ob vsem tem pa ste vi čisto ta prava upokojenka, ki verjamem, da sploh nimate časa. Govorili sva nekaj, bova še, o vašem slikarstvu, kajti s tem se mi zdi, da se ukvarjate največ, govorili o Društvu slepih in slabovidnih, ampak to še ni vsa vaša dejavnost. Jaz sem slišala, da tudi k pevskemu zboru hodite, da tudi za to časa najdete. Ja. Hodim k pevskemu zboru, mešanemu pevskemu zboru KUD-a Dolenjske Toplice. Tam imamo vajo vsak teden, kar veliko nastopov. S tem društvom, pevskim zborom smo tudi veliko potovali v tujino, tako od Pariza, Berlina, v Sarajevu smo bili zdaj v Rimu, tako da poleg tega še vidiš kaj lepega. Rada pojem, ampak mogoče še poleg petja je pri meni zelo važno trening spomina. Ker s tem, ko jaz se naučim pesmi, pa ne samo teksta, tudi velikokrat zaznati in v spominu imeti določene note, zelo treniraš spomin. In to je pomembno. To je pri slabovidnem zelo pomembno, ker ti ne moreš vsake toliko časa iti na hitrico, pa bom nekaj prebral, pa bom pogledal. Zelo važno je pri slepem, slabovidnem trenirati in imeti dober spomin. In kot fizioterapevtka veste, da je tudi zelo pomembno gibanje. Zato sem slišala, da tudi tovrstne delavnice vi vodite za starejše v Dolenjskih Toplicah.
Ja, v Dolenjskih Toplicah vodim skupino žensk. Enkrat na teden imamo telovadbo na osnovni šoli. Sem zelo vesela, ker se je zelo veliko prihaja na to vadbo, tako da kakšne 30 do 40. Smo tudi kot ena družba, po telovadbi gredo tudi na pijačo in poleg te pomembnosti za gibanje je zelo pomembno, mislim, tudi druženje. Ja. In veliko druženja dobite zagotovo skozi vaše likovno ustvarjanje. Kajti nenazadnje vključeni ste kar v 3 različne likovne organizacije, od Bele krajine do Novega mesta. Ja, tako sem vključena v Mavrico Novo mesto, Artoteka Bela krajina iz Črnomlja in v likovno sekcijo Kulturno-umetniškega društva Dolenjske Toplice, kjer tudi to likovno sekcijo vodim. Ja, veliko aktivnosti, veliko dela v teh dneh okrog slovenskega kulturnega praznika. Ste postavili tudi pri vas kakšno razstavo? Ja, postavila sem svojo samostojno razstavo v podhodu zdravilišča v Dolenjskih Toplicah. Aha, tako da je tudi na ogled sedaj ob slovenskem kulturnem prazniku seveda še več del, kot je v našem studiu. Jaz jih listam tukaj v tem albumu in zanimivo je nekaj. Pokrajina je tista, ki vas navdušuje, navdušujejo pa vas tudi ljudje, figure. Saj to razumem. Vam je morda lažje ustvarjati figure, glede na to, da ste fizioterapevtka in zelo dobro poznate človeški organizem. Ja, figuro je res najtežje slikati, ampak sem hotela izkoristiti znanje anatomije iz mojega poklica fizioterapevtke. Ja, ker veliko je nastalo figur, pa tudi aktov. Ja. To je tudi bolj po spominu vse skupaj, kaj ne? Ja, po spominu, ampak na akt sem pa hodila na tečaj. Smo imeli v Novem mestu, je organiziral Javni sklad za kulturo. In smo imeli 2 tečaja. Nam je tudi pozirala gospa, ki drugače pozira na Likovni akademiji v Ljubljani in je res profesionalka in tu smo kar veliko pridobili. Malo je bilo problemov z mojim vidom, ampak sem stopila k gospe, zelo blizu bila in jo tudi prosila, da ima pomiga z roko, nogo, da sem točno videla, kje ima kjer del telesa. Vse si da pomagati. Ravno to sem hotela reči. Ni se treba zapirati vase in si ponavljati, da nekaj ne moreš ali pa ne znaš. Ljudje so pripravljeni pomagati, če prosiš za pomoč. O, seveda. Vse povsod, ker velikokrat se mi zdi kot slabovidni, zakaj bi jaz govorila, jaz slabo vidim. Ampak počasi, ko pa res rabiš že pomoč, je pa to prva beseda. Ali prideš v trgovino, ali prideš na pošto, ali kak urad, je to prva beseda, da najprej poveš in s tem tudi največ sebi koristiš. Seveda, seveda. No, jaz imam v rokah 3 kataloge vaših 3 samostojnih razstav. Je tako, verjetno so bile to največje in prav ta je najbolj zajeten katalog, ki ima naslov Rezka Arnuš, Gledam s srcem. Obsežna razstava del je to bila. Veliko slik je v tem katalogu. Ja, to je bila pregledna razstava mojega prva leta ustvarjanja, prvih 10 let ustvarjanja. In ja, pregledna, to se pravi od začetka, ko sem začela, jih je nekaj in potem se tudi vidi razvoj mojega slikanja. Posebno je pa razlika še v tem zadnjem katalogu, ko je bila
samostojna razstava ob moji okrogli obletnici. To je bila pogača za goste? Ja, pogača za goste. Bi po naslovu ugotovila, če je bilo ob vaši obletnici. Ja. In te obe razstavi sta bili v Dolenjskih Toplicah. In kako sedaj v Dolenjskih Toplicah vas je kar nekaj likovnih ustvarjalcev, takoj ko rečem Dolenjske Toplice, pomislim tudi na gospoda Kumra. Sodelujete? Ja. Brez Jožeta in njegove pomoči in nasvetov mislim, da ne bi bila to, kar sem. On mi je veliko pomoč. Na koncu, ko že končujem s slikami, res se maksimalno potrudim, da sama, kolikor le morem, na koncu pa, ko imam narejenih nekaj slik, pa pride mimo, pa mi potem svetuje, pri tej mogoče še to, pri tej še to, pri tej še to. Tako da res in tudi bolj miren se počutiš, ko eno sliko oddaš, ko je gotova, če ti en strokovnjak to potrdi, posebno pa on, ki je res tudi zelo čuteč in čuti s tabo. Velikokrat mi je rekel, nekaj v tebi, nekaj v tvojih slikah, sem si mislila, to je samo tolažba, ker sem slabovidna. Ampak pol počasi, ko še drugi to rečejo, vidiš, da pa res mogoče je v tem nekaj res. Zagotovo je res. Tudi jaz se strinjam s tistimi, ki tako rečejo. In gospa Rezka, kaj bi svetovali ljudem? Veliko jih je v tretjem življenjskem obdobju, veliko jih je, ki vzdihujejo, kako majhne so pokojnine, kako težko je živeti in so doma. Veliko jih je, ki imajo zdravstvene težave, takšne ali drugačne. Kaj bi vi svetovali na osnovi vaših izkušenj? Jaz mislim, da predno se upokojiš, da je zelo dobro, da malo razmišljaš že o tem, kaj boš počel takrat. Meni je moje slikanje res veliko pomagalo. In potem, ko že enkrat si v tem delu, ne obupavati. Velikokrat je težko, pa si misliš, kaj to počnem, ne zmorem več, pa bom nehala, ampak stalno te to vleče naprej. In danes je toliko veliko dejavnosti, možnost, da se vključiš v dejavnosti okrog nas, ki jih organizirajo različna društva, tako da se vključiti v društva, delati, nekaj početi in čutiš od tega eno svoje osebno zadovoljstvo, tako zdravstveno, psihično in je lepše živeti. Ampak če tako razmišljam sama pri sebi, ker nisem več daleč od upokojitve, ne vem, če bi se jaz lotila slikarstva, kje bi začela, kako začeti. Začeti s svinčnikom in skico ali začeti prelivati te barve na platno, pa kar nastane. Ja, velikokrat in marsikdo je delal napako, da najprej si kupil eno platno, veliko olje in začel slikati. Tako ne gre. Res je treba, če se učiš slikanja postopoma, začeti najprej z risbo. Jaz mislim, da sem 2 tečaja obiskovala risbe na javnem skladu, ker se mi je zdelo tako pomembno. In potem začeti z ostalimi tehnikami. In najprej akvarel. Zelo dolgo sem slikala samo akvarel. To imam zahvalo mentorju Marjanu Mazniku, ki je vztrajal, tako se boš naučila, tako boš le prišla, ne še z drugimi tehnikami začeti. No in po akvarelu sem začela s pastelom in šele pozneje, dalj časa sem že slikala, več let, ko sem pa začela z akrilom. Tako da zdaj slikam največ v akrilu. To je tehnika, ki vam je v sedanjem obdobju najbližje. Kaj pa sedaj nastaja? Kaj slikate? Je doma v delu že kakšna slika? Ja. Doma zdaj delam eno serijo Vilkol Pljank. Ena je za mojim hrbtom, ne? Ja, tako. Ena je za hrbtom, ena nekako med prvimi.
Zdaj delam tudi na večja platna, oblečene, slečene, se sprehajajo v dolgih belih oblekah, tančicah, nad kolpo, lebdijo nad kolpo, da se vidi kot ena meglica nad kolpo in tako dalje. Vidim, idej vam ne manjka, še veliko je v vas vsega, kar boste dali na platna, ne glede na to, kaj in kako se bo slabšal vaš vid. Sprijaznili ste se s to boleznijo, jo sprejeli za svojo in živite z njo in mislim, da ste dober primer mnogim ljudem. Ob tem vedno pozitivni, nikoli zagrenjeni. Reska Arnuš, jaz se vam zahvaljujem, da ste delček vašega ustvarjanja prinesli v naš studio, da ste z nami in našimi gledalkami in gledalci delili vaše izkušnje in res vam želim, da še dolgo uživate v vašem ustvarjanju. Najlepša hvala in hvala za povabilo. Z veseljem, še kdaj zagotovo se bomo v tem letu še srečali na takšnih ali drugačnih kolonijah, ki jih bo zagotovo veliko in televizija Vaš kanal si ponavadi najdemo čas, da vas obiščemo in zabeležimo, kaj nastaja pod slikarskimi čopiči. Drage gledalke, dragi gledalci, vam hvala za pozornost. Verjamem, da ste tudi v nocojšnji oddaji dobili kaj optimizma. Ni vse tako črno na tem v svetu, da si ne bi mogli pomagati sami. Tudi, če ne vidiš, pa čutiš. In tisto, kar čutiš, lahko preneseš tudi na slikarsko platno, kot ste videli nocoj. Želim vam lep preostanek večera in zapolnite si dneve s čim optimističnim.